Prilika, ki smo jo slišali, nam govori o Božjem kraljestvu kot o svadbi. Glavna oseba je kraljev sin, ženin, v katerem z lahkoto opazimo Jezusa. V priliki ni nikoli omenjena nevesta, temveč le številni povabljeni, tako želeni in pričakovani. S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo na trgu svetega Petra med sveto mašo s kanonizacijo, ko je za vesoljno cerkev razglasil 35 novih svetnikov, brazilske mučence Andreja Ambroža ter laika Mateja, skupaj 27 tovariši, 3 prve mučence Mehike, Krištofa Antona ter Janeza, ki so bili leta 1527 in 1529 v Mehiki umorjeni iz sovraštva do vere, Faustina, španskega duhovnika in vzgojitelja, ter kapucina Angela iz Akrija. Ti povabljeni smo mi vsi, kajti z vsakim od nas želi Gospod obhajati svadbo. Svadba je začetek občestva za vse življenje in to želi Bog za vsakega od nas. Naš odnos z njim ne more biti samo odnos, kot je med kraljem in vdanim podanikom, med gospodarjem in zvestim služabnikom, ali pa med učiteljem in poslušnimi učenci, temveč je odnos ljubljene neveste in ženina. Ali drugače rečeno, Gospod si nas želi, nas išče in nas vabi in mu ni dovolj, če samo izpolnjujemo dolžnosti in spoštujemo njegove zapovedi, temveč hoče z nami resnično občestvo življenja, odnos v medsebojnem dialogu, zaupanju in odpuščanju. Krščansko življenje je ljubezenska zgodba z Bogom, v kateri Gospod zastonsko prevzame pobudo in v kateri se nihče ne more hvaliti, da ima povabilo samo on. Nihče ni privilegiran pred drugim, je pa privilegiran pred Bogom.